Lepo pozdravljeni. Sem Anja Račelj, pediatrinja in sem del delovne skupine, ki je oblikovala prve slovenske smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih in jih letos spomladi tudi izdala. Upam, da boste v moji predstavitvi dobili vse pomembne informacije in morda tudi odgovore na katera vprašanja, ki se vam pojavljajo pri vašem vsakdanjem delu v zvezi z uporabo zaslonov pri predšolskih otrocih. Predstavila vam bom torej smernice za uporabo zaslonov pri otrocih, še posebej tisti del, ki se nanaša na predšolske otroke. Smernice je oblikovala delovna skupina pod vodstvom dr. Mateje Vintar Šprajcer. Skupina je bila oblikovana zelo strokovno in izkustveno pestro. V njej smo bili 3 primarni pediatri, poleg dr. Vintar Šprajcer še dr. Baš in jaz. Nadalje pa so skupino sestavljali še dr. Marija Anderluh, specialistka otroške in mladostniške psihiatrije s Pediatrične klinike v Ljubljani, Špela Reš, psihologinja, in Maja Vreča, predstavnici Logouta in Safe.si, dveh organizacij, ki sta pri nas zelo aktivni pri ozaveščanju na področju varne rabe digitalnih tehnologij. Del skupine je bila tudi dr. Mateja Hudoklin, specialistka klinične psihologije in vodja svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Špela Selak, psihologinja in predstavnica NIJZ ter pediater nevrolog, izredni profesor dr. Damjan Osredkar s Pediatrične klinike v Ljubljani. Smernice smo oblikovali z željo, da so res strokovno podprte, zato smo opravili temeljit pregled strokovne literature z tega področja. Spoznali smo se z podobnimi smernicami iz drugih držav. Na nekaterih področjih pa smo predstavili strokovno strinjanje naše skupine, ki temelji na naših izkušnjah pri delu z otroki. Smernice so pregledale in podprle tudi številne druge relevantne organizacije pri nas. Če govorimo o napravah z zasloni, ne moremo mimo dejstva, da so tovrstne tehnologije del našega vsakdanjika in so pravzaprav tako prepletene z njim, da si življenje brez njih že težko predstavljamo. Zato ne moremo govoriti samo o njihovih pasteh in negativnih straneh. Ko pa vemo, da bodo našim otrokom predstavljale okno v svet in številne možnosti, ki si jih danes niti ne moremo predstavljati. Mislim, da je naloga in odgovornost nas odraslih, da predstavimo otrokom zaslonske tehnologije na takšen način, da jih bodo lahko enkrat, ko bo čas za to, pričeli varno in koristno uporabljati. Naprave z zasloni bi na nek način lahko primerjali kar z avtomobili, brez katerih si tudi življenje težko predstavljamo. In če pomislimo, že od malega učimo otroke, kako bodo enkrat varni in odgovorni vozniki avtomobilov. Vse od tega, kako že dojenčke in malčke vestno pripenjamo v avtosedeže, kako jih učimo, kako se v avtu primerno vedemo, da ne kričimo, da predmeti ne letijo naokrog, do tega, kako sami redno uporabljamo varnostni pas, kako ne divjamo, smo strpni v prometu in se o pomembnosti tega tudi z otroki pogovarjamo. Vse to že od malega gradi otrokov odnos do vožnje z avtomobilom. Vse te stvari otroci ponotranjijo in se pravzaprav z našim zgledom naučijo, kako biti varni vozniki enkrat, ko pride čas za to. Na podoben način že od obdobja dojenčka dalje gradimo otrokov odnos do naprav z zasloni. Preden preidemo k samim priporočilom,
se mi zdi pomembno razumeti in poznati določena izhodišča. Eno takšno izhodišče je zagotovo vprašanje, kakšno je trenutno stanje glede uporabe zaslonov pri predšolskih otrocih. Ameriške raziskave so že pred leti pokazale, da otroci prebijajo veliko časa za zasloni. Za šolske otroke, stare od 8 do 12 let, je ta čas znašal dnevno več kot 4 ure in pol, za otroke, stare od 0 do 8 let, pa več kot 2 uri dnevno. Podobno stanje kažejo podatki iz nam bližnjih evropskih držav, in sicer je v Nemčiji povprečna starost ob prvi uporabi mobilnega telefona 12 mesecev. Na Hrvaškem zaslone redno začne uporabljati skoraj 60% enoletnikov, skoraj 90% dvoletnikov in 95% triletnikov. V ZDA zaslone redno uporablja 90% dvoletnikov. Tako v ZDA kot v Turčiji so z raziskavami ugotovili, da je 30% otrok mlajših od 5 let lastnikov mobilnega telefona. Samostojno uporablja internet v Angliji 87% 5 do 6 letnikov, na Nizozemskem 78% predšolskih otrok, na Finskem 64% 7-letnikov in na Hrvaškem ter v Avstriji skoraj 50% predšolskih otrok. Kakšno pa je stanje glede uporabe zaslonov pri predšolskih otrocih v Sloveniji? Podatki so glede tega žal bolj borni, kažejo pa podobne trende glede uporabe zaslonov kot v drugih državah. 3-letniki povprečno uporabljajo zaslone 2 ure dnevno, 4-letniki pa 3 ure dnevno. Več časa za zasloni preživijo otroci, katerih starši so mlajši, so slabše izobraženi in so tudi sami medijsko intenzivni. Sicer pa je bilo dodatno ugotovljeno, da so bile med otroci velike razlike. Starši so se po nasvet k strokovnjaku obračali redko, so pa izražali željo po priporočilih, ki bi naslavljala uporabo zaslonov pri otrocih. Verjetno se o tej tematiki sploh ne bi pogovarjali, če ne bi bilo znano in v raziskavah dokazano, da prekomerna uporaba zaslonov seboj prinaša določene negativne posledice. Otroci, ki več uporabljajo zaslone, dlje časa sedijo in so manj fizično aktivni. Pri njih sta bili ugotovljeni telesna manjzmogljivost in manj spretnost ter večji odstotek debelosti. Vemo, da je debelost v otroštvu močan dejavnik tveganja za kasnejše druge zdravstvene težave, kot so sladkorna bolezen, povišan krvni tlak in tudi nenadna srčna smrt. Pri otrocih, ki veliko uporabljajo zaslone, se pojavijo tudi motnje spanja. Če otroci uporabljajo zaslone v večernem času, so lahko zaradi aktivnih vsebin tako razburjeni, da se težko umirijo in težje zaspijo. Poleg tega pa ima modra svetloba, ki seva z zaslonov, močan vpliv na izločanje hormona melatonina. To je neke vrste spalni hormon, ki skrbi tako za to, da v večernem času zaspimo, kot tudi za kakovost spanja v smislu, da se pravilno menjavajo ritmi globokega in plitvega spanca. Spanec je še posebej za zelo aktivno razvijajoče se možgane otrok zelo pomemben. Poleg ostalega se v spanju namreč iz možganov izplavljajo toksične snovi, ki nastajajo kot stranski produkt preoblikovanja možganov, procesa, za katerega vemo, da je v tem obdobju zelo intenziven. Otroci za zasloni porabljajo tudi dragocen čas, ki bi ga sicer porabili v živi interakciji za razvoj govora in jezika.
Dokazano je, da imajo otroci, ki več uporabljajo zaslone, slabši besedni zaklad in tudi slabše razumejo navodila. Pogosto je pri njih, glede na vrstnike, govorno-jezikovni razvoj močno upočasnjen. Ti otroci se tudi težko zberejo in umirijo, veliko begajo naokoli in njihovo stanje na splošno zelo spominja na stanje, ki ga sicer opažamo pri otrocih z motnjami pozornosti in aktivnosti. Otroci, ki veliko preždijo za zasloni, so tudi socialno manj spretni in težje navezujejo stike tako z vrstniki kot z odraslimi. Če so že od malega preko zaslonov izpostavljeni agresivnim vsebinam, lahko kasneje tudi sami večkrat agresivno odreagirajo in so manj empatični. Ob gledanju agresivnih vsebin se pri malčkih prag vzburjenja dvigne in zato v situacijah pa kasneje potrebujejo bolj agresiven dražljaj za dosego enakega občutka vzburjenja. Otroci, ki so izpostavljeni nasilju, tudi v najstniški in odrasli dobi kažejo več nasilja in imajo več prestopkov. Otroci, ki so v raziskavah prekomerno uporabljali zaslone, so se slabše odrezali na kognitivnih preizkusih in so tudi kasneje v šoli imeli večkrat učne težave. V šolskem in mladostniškem obdobju je prekomerna uporaba zaslonov večkrat povezana z drugimi odvisniškimi vzorci vedenja. Večkrat imajo ti otroci tudi depresijo, težave z samopodobo in druge motnje čustvovanja. Tale nedavna raziskava je bila zelo odmevna, je pa raziskovala vpliv prekomerne uporabe zaslonov na razvijajoče se možgane otrok. Znanstveniki so si zastavili vprašanje, ali je uporaba zaslonov v predšolskem obdobju povezana s strukturnimi razlikami v možganskih strukturah, ki podpirajo govorno-jezikovni razvoj in bralno razumevanje. Ugotovili so, da imajo sicer zdravi otroci, ki uporabljajo zaslone več kot priporočeno, dejansko strukturne spremembe možganov in slabše kognitivne dosežke. Na te izsledke so se z ustrezno prilagoditvijo priporočil nemudoma odzvale številne organizacije, med drugim tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Kaj pa torej priporočajo naše slovenske smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih? Pri uporabi zaslonov je vsekakor pomembnih več dejavnikov. Eden je čas, druga je vsebina in tretji je način uporabe. Pa poglejmo najprej časovna priporočila, ki so takole lepo povzeta v tej tabeli. Nanašajo se na povprečno uporabo v prostem času, se pravi, tu ni všteto delo za šolo in podobno. Pa poglejmo natančneje skupino predšolskih otrok, o kateri danes govorimo. In sicer v smernicah priporočamo, da naj otrok od rojstva pa do dopolnjenega 2. leta starosti ne bo izpostavljen zaslonom. V tem obdobju je dokazano, da zasloni za otrokov razvoj zares nimajo nobene koristi. Pri otrocih, starih od 2 do 5 let, naj se uporaba zaslonov omeji na manj kot 1 uro na dan, pri čemer naj bo čas uporabe sorazmeren starosti. Na primer, nič ne bo narobe, če 2-letnik zaslonov še ne bo uporabljal ali pa jih bo uporabljal na primer 15 minut povprečno na dan, 3-letnik 30 minut, 4-letnik 45 minut in tako dalje. Predšolski otroci naj zaslonov nikoli ne uporabljajo sami, ampak naj bo zraven vedno prisoten starš ali pa druga odrasla oseba. Glede uporabe zaslonov pri otrocih s težavami in primanjkljaji v razvoju, naj se starši posvetujejo s strokovnjaki, ki sicer obravnavajo njihovega otroka. Vedno, ne glede na starost otroka, pa priporočamo, da se držimo vodila manj je bolje. Manj časa za zaslonom
namreč pomeni več časa za vse aktivnosti, ki pripomorejo k zdravemu celostnemu razvoju otrok. Te grafike od Svetovne zdravstvene organizacije prikazujejo, v kakšnem časovnem obsegu naj bi otrokov dan vseboval določene aktivnosti, kot so fizična aktivnost, spanje in pa tudi, koliko časa je še varno, da otrok preživi za zaslonom. Ko razmišljamo o času, ki ga otrok porabi za zasloni, poglejmo na to z vidika otrokovih potreb, ki mu omogočajo zdrav razvoj, in poglejmo, koliko časa v dnevu porabi za te aktivnosti. Če se osredotočimo na predšolske otroke, vidimo, da povprečno 12 ur v dnevu porabijo za spanje, povprečno 9 ur prebijajo v organiziranem varstvu, približno uro na dan, ko niso v varstvu, prebijajo pri hranjenju, s tem, da si tukaj seveda predstavljamo en tak zdrav obrok, ki poteka v družinskem krogu, umirjeno, brez uporabe zaslonov. Otroku torej na povprečen dan med tednom ostaneta približno 2 uri za druženje s starši, za prosto igro in raziskovanje, za dolgčas in ustvarjanje, za aktivnosti na prostem in za hobije oziroma popoldanske dejavnosti, ki jih tudi nekateri predšolski otroci že obiskujejo. Če pogledamo s te perspektive, vidimo, da če otroku omogočimo vse to, ostane zelo, zelo malo časa za uporabo zaslonov. Pravzaprav gre tu za nekakšno časovno tehtanje med aktivnostmi, ki po eni strani deluje zaščitno in koristno za otrokov razvoj, kot so prosta igra in raziskovanje, aktivnosti zunaj, druženje z vrstniki, aktivno druženje s starši, branje knjigic, igranje družabnih iger in podobno. Na drugi strani pa so potem potencialno tvegane aktivnosti, kot je tudi uporaba zaslonov. Če bo torej 4- ali 5-letnik povprečno prebil slabo uro za zasloni, ob tem pa imel veliko aktivnosti, ki delujejo zaščitno, lahko rečemo, da mu takšna uporaba ne bo škodila, seveda, če bosta tukaj upoštevana tudi oba ostala kriterija, ki sem ju že omenila, to je primerna vsebina in pa način uporabe. Pa pojdimo na vsebino. Priporočamo, da se v predšolskem obdobju zasloni uporabljajo predvsem z namenom druženja in ohranjanja družabnih stikov. To se je izkazalo za zelo koristno v času aktualne pandemije, ko je bil v obdobjih izolacije to praktično edini način stikov z sorodniki. Se je pa tu potrebno zavedati, da še posebej manjši otroci stikov preko zaslona ne zmorejo dojemati niti kot dober približek stika v živo, kaj šele kot njegov nadomestek. Sicer pa glede vsebine velja, da mora ta biti starosti primerna, kakovostna in pa izobraževalna. Primere kvalitetnih spletnih vsebin glede na posamezno starost najdete na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije, kjer so objavljene tudi druge koristne povezave v zvezi s smernicami in pa tudi same smernice v celoti in se jih lahko prosto prenese na računalnik. Digitalno okolje, ki ga predšolski otroci pogosto obiskujejo in ga tudi sami uporabljajo, je otroški kanal YouTube. Na njem so številne vsebine narejene na zelo premišljen način, so zelo preproste, ravno prav dolge, delujejo po principu takojšnjega nagrajevanja in zato otroke vabijo k vedno novim ogledom. Otroke navdušujejo tudi zato, ker z njimi že zelo zgodaj lahko sami upravljajo. Odrasli zmotno mislimo, da so te vsebine edukativne in da se bo na primer ob takšni pesmici otrok naučil barv in številk.
Na sistematskih pregledih v naših ambulantah srečujemo ponosne starše s 3-letniki, ki znajo v angleščini našteti že vse barve, znajo tudi šteti po angleško. Obenem pa opažamo, da v materinem jeziku ti otroci nimajo primernega besednega zaklada, imajo slabšo pozornost in so bolj nemirni. Tu je prikazan še en primer značilnega videa, ki naj bi učil otroke barv, v resnici pa gre za spretno, prikrito in za otrokom prilagojeno digitalno trženje. Ti videi delujejo po principu tako imenovanega jajčka presenečenja in tako vzdržujejo otrokovo pozornost. Gre za to, da odrasla oseba odpira pred otrokovimi očmi različne predmete, v katerih se skrivajo drobna presenečenja. Ta pa so običajno povezana z nadaljnjimi tržnimi produkti. Zaradi psihološkega ustroja majhnih otrok so takšni videi zelo, zelo priljubljeni in tukaj lahko vidimo, da ima tale konkretni več kot 500 milijonov ogledov. Zares se moramo zavedati, da je edini pravi način za učenje barv, številk in jezika interakcija otroka z odraslo osebo. Glavna podlaga za razvoj govora in jezika pa se v možganih zgradi že v obdobju dojenčka. Naslednja zelo pomembna stvar pri digitalnih vsebinah je to, da jih predšolski otroci vedno gledajo v spremstvu odrasle osebe. Zelo pomemben je namreč odziv odraslega na digitalno vsebino in četudi se tega ne zavedamo, predšolski otroci ves čas spremljajo naše odzive in se na njihovi podlagi naučijo oblikovati lastne odzive na dogajanje v okolju. Paziti moramo, da pri uporabi zaslonov predšolski otroci niso izpostavljeni digitalnemu oglaševanju, kot smo prej videli primer. Izogibajmo pa se tudi pretiranim vizualnim in zvočnim učinkom, agresivnim vsebinam in nedidaktičnim video vsebinam. Ne pozabimo, da nobena vsebina nikakor ne more prekositi žive interakcije z odraslo osebo. Digitalno okolje je v primerjavi s stvarnim okoljem zelo osiromašeno in otroku nudi omejeno izkušnjo. Še posebej to velja za majhne otroke, mlajše od 2 leti, za katere je dokazano, da informacijo iz dvodimenzionalnega digitalnega okolja zelo slabo prenesejo v realnost. Znan je poizkus skrivanja igrače v sosednji sobi, ko je bilo malčkom preko zaslona prikazano, kam je odrasla oseba skrila igračo, ti te informacije niso znali prenesti v realni svet in igrače niso našli. Ko pa so opazovali skrivanje igrače v živo, pri iskanju igrače niso imeli težav. Načelo, da predšolski otroci zaslonov ne uporabljajo sami, ampak v naši aktivni prisotnosti, se nanaša že na način uporabe zaslonov. Ne pozabimo, da zgled odraslega, kakršenkoli že je, pri otroku ogromno šteje. Zato se potrudimo, da bo naš zgled res dober. Izjemnega pomena je, kako mi odrasli v pričo otrok uporabljamo zaslone. Koliko nam pomenijo in kolikokrat nam v pričo otroka ukradejo pozornost. Še enkrat bi rada poudarila, kako zelo pomembno za otrokov razvoj je, da smo v pričo njega polno prisotni in odzivni. Samo tako lahko zgradijo zadostno samozaupanje, ki jim omogoča sproščeno raziskovanje sveta in učenje. V raziskavah je bilo dokazano, da otroci, ki imajo v prvih letih življenja veliko priložnosti za raziskovalno igro, dolgoročno dosegajo boljše kognitivne ocene kot otroci, ki ima teh priložnosti malo.
Dokazano je tudi, da samousmerjeno učenje preko igre pri majhnih otrocih podpira razvoj višjih kognitivnih funkcij in postavlja temelje za gradnjo večjih konceptualnih struktur in intuitivnih teorij. Nadalje, igra na prostem ugodno vpliva na razvoj socialnih veščin pri predšolskih otrocih, uporaba zaslonov pa je povezana s slabšim razvojem socialnih veščin. Za razvoj govora je potrebna komunikacija med otrokom in odraslim, kar ima posebno težo v zgodnjem obdobju razvoja. V smernicah zelo priporočamo, da se že ob prihodu otroka v družino ali pa že prej postavijo temelji zdravih družinskih navad. Gre za neke vrste dogovor o uporabi zaslonov v družini, ki se ga potem vsi člani dosledno držijo. Priporočamo, da družina prosti čas prebija aktivno drug z drugim, da doma televizija ni prižgana kot ozadje, ko jo nihče ne gleda, da je otroška soba prostor brez zaslonov, da se 2 uri pred spanjem vsi zasloni ugasnejo in se odložijo na dogovorjeno mesto, da si večkrat privoščimo dan brez zaslonov. Pri uporabi zaslonov pa vedno upoštevamo prilagoditve, ki veljajo za najmlajšega člana v družini. O uporabi zaslonov se veliko pogovarjajmo in že majhnemu otroku na njemu primeren način razložimo, kako in kdaj se jih uporablja. Sklenimo pošten dogovor in se potrudimo, da se ga vsi dosledno držimo. Če otrok težko odloži zaslon napravo z zaslonom in se pri tem odzove pretirano kljubujoče ali celo agresivno, je to lahko prvi znak pretirane rabe zaslonov oziroma zasvojenosti z njimi. Če otrok težko odloži napravo z zaslonom in se pri tem odzove pretirano kljubujoče ali celo agresivno, je to lahko prvi znak pretirane rabe zaslonov oziroma zasvojenosti z njimi. Naprave z zasloni torej v otrokovi prisotnosti odrasli uporabljajmo čim manj. Nikoli naj starši pametnega telefona ali naprave z zaslonom ne uporabljajo med dojenjem, med uspavanjem ali med hranjenjem otroka. Odsvetujemo uporabo zaslonov za nagrajevanje oziroma kaznovanje. Prav tako otroka z zaslonom ne pomirjamo in ne preusmerjamo njegove pozornosti, ko je v stiski. Ko otrok kaže znake stiske, potrebuje naš empatičen odziv in prisotnost, da bo lahko svoja čustva zreguliral, in je prav, da se tako odzovemo, ne glede na to, če se nam morda zdi razlog, ki je stisko povzročil, v resnici nepomemben. Vsekakor pa otrok takrat ne potrebuje preusmerjanja pozornosti ne z zaslonom, ne s čim drugim, saj ga tako učimo, da se s svojimi čustvi ne spopade, ampak jih potlači. Pomembno je, da otrok čuti, da ga jemljemo resno, tako takrat, ko razposajeno skaklja naokoli, kot takrat, ko je v stiski. Naprav zasloni tudi ne uporabljamo kot pomoč pri usvajanju dnevnih rutin, kot so privajanje na kahlico, umivanje zob ali hranjenje. Nekateri otroci res potrebujejo nekoliko več časa, da te rutine usvojijo, je pa zelo pomembno, da so takrat prisotni in pozorni in lahko tako sproti predelajo morebitne frustracije, ki se pojavijo ob teh procesih. Predšolski otroci se velikokrat znajdejo pred zasloni, ko ti opravljajo funkcijo varuške za čas, ko odrasli lahko postorimo kak svoj opravek. Takšno uporabo zaslonov odsvetujemo. Če se da, se potrudimo, da otroke vključimo v lastne aktivnosti, na primer delo v kuhinji, tudi če jih bomo opravili nekoliko počasneje. Z vidika otrokovega razvoja je veliko bolje, da se nam otrok med našimi opravili mota pod nogami, kot pa da ždi za zaslonom. Tudi če je za določen čas v nekem varnem okolju prepuščen samemu sebi in se dolgočasi, to ni nič hudega, saj dolgočasenje en tak ustvarjalen prostor,
kjer otrok razmišlja, se prepusti domišljiji in dobi sam ideje, kaj bi lahko počel in ustvaril. Kako pa je za uporabo zaslonov v vašem okolju v vrtcih? Na podlagi vsega do sedaj povedanega uporabe zaslonov v vrtcih ne priporočamo. Naprave z zasloni in digitalne vsebine naj se v vrtcih uporabljajo res izjemoma za kratek čas kot dodana vrednost k cilju neke načrtovane vodene dejavnosti, je pa zelo pomembno, da so predvajane vsebine kakovostne in strokovno preverjene ter trajajo res kratek čas. Uporabljamo pa jih pri otrocih starejših od 2 let. Vzgojitelji ste svojim otrokom vse in dovolj. Otroci v vaših rokah prebijajo veliko časa in s svojim zgledom pomembno oblikujete njihov pogled na svet, tudi svet naprav z zasloni. Imate pomembno moč za ozaveščanje o zdravih navadah glede uporabe zaslonov, tako med otroci, s katerimi se o tem veliko pogovarjajte, kot tudi med starši, kjer lahko na primer z zgledom, da je vrtec prostor brez naprav z zasloni, spodbujate starše, da telefone odložijo, ko pridejo po otroka, lahko jim tudi na različne druge načine predajate informacije o zdravih navadah uporabe zaslonov. Pomembno je torej, da se odrasli potrudimo, da že od malega vcepimo otroku podobo, da je naprava z zaslonom koristen pripomoček, ki se ga morajo naučiti uporabljati, ne pa primarno sredstvo za zabavo in sprostitev. Negujmo pristne medsebojne stike in jih v odnosu z otrokom ves čas uporabljajmo. Otrok jih bo že od malega ponotranjil kot vrednoto in čas pred zaslonom zlahka zamenjal za interakcijo v živo. Če se kot vzgojitelj ali vzgojiteljica morda sprašujete, ali bi morali svoje strokovno delo posodobiti in vanj vnesti več digitalnih tehnologij, upam, da sem v pričujoči prezentaciji podala dober odgovor. Želim vam veliko zadovoljstva in užitkov v pristni interakciji z otroki in se vam zahvaljujem za pozornost.